Dober večer iz studia Beleg v oddaji Vijolične novice. Z mano je športni direktor vijoličastih Oliver Bogatinov. Oliver, pozdravljen. Lep večer. Oliver, za nami je prva prijateljska tekma na pripravah v Turčiji. Žal poraz proti srbskemu predstavniku Čukaričkemu. Kako zadovoljen oziroma nezadovoljen je športni direktor za današnjo predstavo? Absolutno nezadovoljen z rezultatom in tudi z na nek način predstavo, ampak olajševalna okoliščina je to, da je to le prva tekma po neki daljši pauzi in mislim, da iz nekega vidika, da lahko fantje potem vzemajo neke lane, energijo od take tekme, da vidijo, da vse tisto, kar je bilo narejeno, je že preteklost in tu smo na pripravah ravno zaradi nogometa in zaradi priprave na prihodnost, na novi del sezone, tako da lepa lekcija in jaz upam, da bomo zagrabili z delom in da vemo, zakaj smo tu, ravno na podlagi tega rezultata. Pa poglejmo krajšo reportažo Matica Borazerja iz današnjega dogajanja. Po 3 treningih v Beleku je napočil čas za prvo pripravljalno tekmo Maribora v letu 2021, žal pa ni šlo brez zapletov pred samim začetkom srečanja. Na obveznem testiranju pred obračunom je pozitiven test na koronavirus dal Jasmin Handanović, posledično pa je manjkal tudi njegov cimer Jasmin Mešanović. Prvi nasprotnik v Turčiji je bil Čukarički, ki je tekmo dobil z 1-0. Sicer živahna predstava, Maribor je predvsem v prvem polčasu dobro kombiniral, prva velika priložnost v 5. minuti, takrat je Kolmanič stresel vratnico. V 13. minuti je dobro poskusil Repas, ki je sprožil z 20 metrov, izkazal pa se je z obrambo izkušeni Belič. Nato pa trenutki Čukaričkega, najprej v 24. minuti Jovanović sam pred našim vratarjem Jugom, ki se je izkazal z obrambo. Jug pa ni imel možnosti že čez dobrih 11 minut, takrat prekršek za 11 metrovko in najstrožjo kazen za Čukarički je uspešno izvedel Docić. Do konca prvega polčasa še ena zares lepa priložnost za Maribor, v 44. minuti Felipe Santos z dobrih 15 metrov v blok, od bloka pa žoga v kot. Nato pa serija menjav, v 67. minuti pa lepa priložnost za Čukarički, vendar izkazal se je svojo prvo akcijo v obrambi Ignacio Geriko, ki je sijajno izbil pred črto. V 77. minuti še en debi, vstopil je Sušak, ki je dobil priložnost v golu, no in Sušak se je izkazal v 79. minuti z lepo obrambo. Do konca tekme še 2 priložnosti za Mariborčane, dvakrat je bil na delu Bajde, najprej v 88. minuti po podaji Tavaresa, na pravem mestu Mičović. Pa potem še poskus v 91. minuti, ko je pred vrata podal Kotnik, Bajde pa je z glavo žal sprožil mimo vrat. Prisluhnimo še, kako je tekmo videl današnji kapetan Alex Pihler. Prva tekma je za nami, žal rezultatsko neuspešna, ampak vseeno se mi zdi, da smo sploh v prvem polčasu igrali dobro, imeli tekmo pod nadzorom, potem naredili eno večjo napako, ki je nasprotnika znal. Toliko o današnji tekmi proti Čukaričkemu. Oliver, kako se sicer počutiš v Turčiji? Vem, da recimo si zelo izbirčen ali pa recimo tak previden pri hrani. Ti paše izbor hrane tukaj v hotelu? Hrana je odlična in če obstaja kakšna oseba, ki ne bo našla za nekaj za svoj okus, potem je mogoče problem v tej osebi. No, vemo, da ne ješ svinjine, če sem natančen točno. Se pravi, nekak zdrav način življenja že od nekdaj? Ne bom rekel zdrav način, ampak taka mala anekdota. Prej dan se mi je zgodilo, sem našel en lep kos kruha in ko so zdaj COVID ukrepi, rekel, če mi lahko da malo, pa sem dobil tako potico in potem sem mogel vse pojesti in ostalo sem lahko samo gledal. Nisem želel pustiti kruh, malo vzeti in ga vreči v koš, tako da
Aha, dobro. Mi smo izbrskali nekaj podatkov oziroma fotografij, v bistvu tvoje mladosti ali pa recimo rane mladosti. In prva taka je recimo dokaz, da mogoče od ranega začetka ravno nisi posvečal dosti pažnje recimo zdravemu načinu življenja. Me zanima, kdaj si opustil potem to razvado? Že zelo zgodaj. Zgodaj. Ja. Mislim, da je tudi pivo sledilo potem. Ja, pivo še je dobro. Mislim, smo veseli. Druga slika pa navdaja z upanjem, da mogoče vseeno kaki sponzor pride v klub glede na tvoje veze oziroma izkušnje oziroma zgodovino. Kaj več mogoče o tej fotografiji? Ja, to je hotelska tume, ko se tako oblekel, me nihče ni spoznal potem v recepciji. Smo želeli spoditi, kot kaj dela ta Arapo tukaj v hotelu, ki je za tujce. Sicer pa ima fotografija verjetno zgodovino oziroma v bistvu tvoje lepi spomeni, Al Hilal klub, to je najbolj trofejnejših azijskih klubov. Za informacijo lani je zmagal Azijsko ligo prvakov. Dobro, najlepša hvala za ta vprašanja. Kot vsakič iz studija Belek v oddaji Vijolične novice sledi vreme. Dobra večer. Danas je u Beleku bilo jako lijepo vrijeme, bilo je nekih 15 stupnjeva, tako da mislim da nam danas nije bio problem ni trenirati, ni uživati. Sutra se očekuje isto tako, poslije podne bi trebalo biti 15 stupnjeva, ujutro bi trebalo biti oko 5 stupnjeva, ali mislim da bi moglo malo ujutro da puše. Kao što bi rekli kod nas u Dalmaciji, vitar nek puše, jer ja sam bez duše. To so bile Vijolične novice v studiu Belek. Oliver Bogatino, hvala lepa za gostovanje, hvala lepa za vse odgovore in seveda vso srečo ekipi in tebi tukaj in seveda v prvenstvu. Hvala tudi vam, ekipa je izredna in mislim, da počutje tu v Beleku je vrhunsko. Lahko noč. Lahko noč.